Evo, kako se počutite na našem odru? Super. Ja, publika je zahtevna, ni? Ne, sproščeno. To mi je pa všeč. No, še malenkost predstavitve obeh mojih sogovorcev, preden začnemo. Danijel Lelovič, ti si strasten ljubitelj športa, predvsem košarke, ne, že od majhnih nog. Svoje življenje si se odločil posvetiti temu, da ljudem pomagaš izboljšati kakovost njihovega življenja, ne samo z področja gibanja in prehrane, ampak v bistvu celotnega življenjskega sloga. Ana, ti pa si strokovnjakinja z področja prehrane za ženske v različnih življenjskih obdobjih. Ana je tudi ustanoviteljica prehranskega programa Prehrana za dva, ki je med uporabnicami postal priljubljen predvsem zaradi njenega individualnega pristopa. Jaz bom kar začela s prvim vprašanjem in sicer bom kar po domač povedala. Jaz se spomnim, da ko sem bila mlajša, sta me mami in babi vedno opozarjali na to, da se moram držati po konc, ker bom bila pri 30 ali pa pri 40 letih že čisto zgubana. In jaz zdaj, ko grem proti 30, že res ne zgubana, zgrbljena. Tako da zdaj, ko grem proti 30, ugotavljam, da res moram malo paziti na to svojo držo. In prvo vprašanje, ki ga zastavljamo obema, je, kdaj moramo v bistvu ženske začeti aktivno skrbeti zase, za svoje telo, tako z vidika prehrane kot z vidika gibanja. Katera je tista mogoče starostna meja, ki moramo res se pušati? Mogoče, Ana, ti začneš, pa potem Dani nadaljuje. Mislim jaz, da bi prav neka leta izpostavila neko številko, zdaj pa to recimo 30, neko, kar radi slišimo, ja 30 začne kolagen padati, takrat je treba vse to začeti skrbeti. Jaz bi rekla, da je to pač celoživljenjski pristop, ne, da mislim kot otroci, ko smo majhni, so za to nekako odgovorni naši starši, zato se mi zdi pač tudi fino, da se o teh stvarih pogovarjamo, glede na to, da ste pač večinoma same ženske, enkrat bomo pač mame, da bomo to znanje pač dale naprej. Tako, da bi pa prav rekla, da so to neka konkretna leta, ne bi, ampak nekako tako tam nekje v najstniških letih, mogoče, da se začne na te stvari malo paziti, pa potem pač tekom odraščanja. Zdaj mogoče bomo tudi določeno obdobje malo bolj kategorizirali. Pridemo kasneje do tega. Ja, tako da mogoče, če še tebi smem predati. Ja, seveda, čim prej boljše je. Res pa je, da se pojavljajo razlike med 20, 30, 30, 40 in tako dalje. Zdaj načeloma pri 20 oziroma nekje do 30 leta lahko delaš karkoli, poješ karkoli, pa se ne bo spet tako poznal. Pol se pa te stvari začnejo malo spreminjati in je treba paziti. Sam res pa je, da nima veze, v katerem obdobju se nahajate v življenju. Če začnete gibati, pa delate predvsem pa z mojega foha, ki je fitness in osebni trening kot tak, ko začneš delati trening za moč, je telo zelo, zelo hvaležno, tako iz estetskega vidika ali pač zdravstvenega in tako dalje. Tako da, ja, prej je boljše, ker pač vseeno nekako sploh zdaj v teh letih, ko si med 20 pa 30, delaš za naprej. In potem kasneje ne rabiš toliko veliko delati, kar si pač prej delal, ne. Tako da, ja. Ti se v bistvu svojo ekipo vsakodnevno posvečaš svoji klienteli, kar te je upravičeno pripeljalo do slogana najboljša izkušnja osebnega treninga. Iz vidika neke fizične aktivnosti, katere so tiste ključne vaje, ki bi jih mogla dekleta delati, da podpirajo svojo zdravo konstitucijo telesa, in pa kako pogosto, recimo, če se navežemo na med 20 in 30 letom. Ja, zdaj popularno je zadnja leta, da se večinoma dela trening za rit, pa trebuh, kar je, ne bom se pritoževal, tako bom rekel, ampak tako pač je, no. Problem nastane, ko delaš samo vaje za to in nič drugega. Potem pa pride 30, pa treba to malo uravnavati, pa spet zgoren del in tako dalje. Tudi ne, ti si prej rekla, da treba počasi delati za zgoren del, pač predvsem zgornji del hrbta, ker se nahajamo tudi v obdobju življenja, kjer pač je telefon skozi pred nami, računalnik je pred nami in smo skozi vključeni, ne. Tako da, jaz vedno tako rečem, trening za cel telo bi mogel biti nekje 2 do 3 krat na teden. Zdaj, v enem treningu lahko delate več za rit, v enem treningu lahko za, ne vem, hrbet, za trebuh, karkoli. Načeloma je tako, neko splošno pravilo. Določeno mišico je treba zadeti 2 krat na teden. Torej, če delate za rit, je to 2 krat na teden, za hrbet, karkoli. Če to naredite 2 krat na teden, pa recimo nekje 2 dni pauze vmes, je to tista zadeva, ker se bojo začeli rezultati poznati, sam seveda več treniraš, boljše je. Zdaj najbolj priporočljivo je nekje 3 do 4 krat na teden, hkrati delate
v razmerju zadnjega dela enkrat več kot sprednjega dela, ker pač cel življenje smo tako, ne, zadnji del pa da odpremo, pa treba pač malo več narediti. Tako da nekako tako. Po kolkem času se pa ponovadi začnejo poznati rezultati? To je magično vprašanje. Spet je veliko odvisno od genetike. Nekateri samo pogledajo uteži, pa so v bistvu nekako v formi, kako bi temu rekel, ne. Eni se morajo pa pač malo bolj truditi. Tako da jaz nekaj rečem, da še vseeno si vzamete nekje 3 mesece do pol leta nekega časa, ker po prvem mesecu ponavadi opazijo drugi. V drugem mesecu opazijo bližnji, v tretjem mesecu pa opaziš sam. Tako da spet je odvisen, kolikrat na teden treniraš in tako dalje. Ampak sigurno se pa po prvem mesecu že zna marsikaj poznati. Tako da glavna stvar sigurno v katerihkoli letih si je konsistenca. Ana, hvala, Dani. Ana, ti si pa strokovnjakinja z področja prehrane za različna življenjska obdobja. Bi lahko izpostavila, katere sestavine bi se morale redno znajti na našem krožniku skozi vsa ta leta, da bi ohranjali neko zdravo telo oziroma neko to konsistenco? Ja, mogoče preden grem na sestavine, pa bom odgovorila tudi na ta del, zadosten energijski vnos, to bi rada poudarila, glede na to tudi malo vidim publiko, a ne, jaz v delu v praksi, veliko se govori o tem prevelikemu energijskemu vnosu, prekomerni telesni teži, a ne, jaz zelo pogosto v praksi opažam, da je energijski vnos prenizek, a ne, sploh tako kot je pač moj sogovornik povedal, ne, pri taki količini treningov, mi temu tako v šali rečemo pač profesionalni rekreativci, a ne, če ti narediš 5 treningov na teden, je energijski vnos, pač mislim, potrebe so zelo visoke, ne. Tako da to je mogoče ena stvar, ki bi jo skoraj prej izpostavila kot kaj. Potem pa seveda pridemo do zadosten vnos beljakovin, ne, to ste zagotovo že pač velikokrat slišali. Zakaj je tukaj izpostavljam beljakovine? Zato, ker je v praksi najtežji pokriti vnos, ne, s hidrati pa z maščobami nimamo takih težav. Tako da to, potem pa pač so še tako posamezne skupine, sadje, zelenjava, to zagotovo veste, a ne, veliko pozitivnih vplivov na zdravje, neodvisno od življenjskega obdobja. Potem recimo stročnice, živila živalskega izvora, mogoče bi tukaj ribe izpostavila, ki so tudi zelo dober vir, omega-3 maščobnih kislin. Sem že kaj pozabila, kompleksni ogljikovi hidrati, a ne, tako nese ogljikovih hidratov v punce, super so, rabite jih, tako da, mogoče kaj pozabila? Tako sej, mislim, zelo so take, vedno se na koncu vrnemo k tem splošnim smernicam, ne, vedno najprej ful probamo nekaj ugotoviti, pa nekaj posebenega, pa neke posebnosti iskati, na koncu pa vedno pridemo do tega, da te neke splošne smernice pač daleč najbolj veljajo in daleč najboljše nam služijo, ne. Katere pa so mogoče najpogostejše težave, s katerimi se soočajo ženske na vajnih področjih v različnih življenjskih obdobjih, se pravi 20, 30, 40, Daniel, ti mogoče z tega vidika vadbe, Ana, ti pa z tega vidika, kakšne napake mogoče delamo pač pri vnašanju nekih hranilnih snovi v telo? Ja, tako kot sem že izpostavila, ne, prenizek energijski vnos, tudi previsok, ne, to sta enako problematični stvari, ampak se mi zdi, da o tem previsokemu se zelo veliko govori, o prenizkemu pa čist premalo. Pa potem tako, recimo nizek vnos beljakovin, to jaz v praksi pogosto opažam, da je ena taka težava. Pa potem mogoče, čeprav se mi zdi, da kar raste ozaveščenost, no, kar se tiče pač, kaj so zdaj te smernice zdrave prehrane, ampak tako recimo ta živila, ki rečemo, da imajo pač zelo visoko energijsko vrednost, pa zelo nizko hranilno, a ne, to je tako, si obratno želimo, ne. Ja, še Daniel? Ja, jaz bi tudi izpostavil ta premehen odnos beljakovin, to imamo vsi probleme, tako moški, ženske, v katerihkoli obdobjih, ne. Če bi gledal pač mlajšo publiko, bi predvsem za začetek izpostavil naša socialna omrežja, ki pač je nažalost tako, da vsak dela za nekako svojo kariero, ampak morate vedeti, komu sledite, pa kere nasvete upoštevate. Pa ne govorim, da so to slabi nasveti, ker konec dneva marsikdo spravlja nas kot neko, ne vem, širšo publiko v gibanje zaradi raznih challengeov, zaradi raznih izzivov in tako dalje. Se pa velikokrat pojavljajo, predvsem je to v tujini zelo razpasen,
da, kot je Jana prej rekla, zelo, zelo nizek vnos kalorij, nekje na 1000 kalorij na dan. Zdaj neka poprečna punca pri, ne vem, 60 kg porab dnevno, nekje jurje 1500 samo za ohranjanje, brez vadbe a pa česarkoli. Potem pa, ko ti začneš, ko imaš manjši vnos, se začnejo druge stvari pač dogajati, to, da imaš manj energije, hkrati hormonske težave in tako dalje. Tako da, predvsem pa niste sposobni sploh treninga narediti, ki bi ga mogli za določen cilj. Tako da, jaz mislim, da se v teh mlajši skupini bolj ubadamo z psihološkim vidikom zadaj, da tudi začneš trenirati zaradi svojega zdravja, ne samo zaradi videza. Nekje pri 30-ih je bolj vprašanje organizacija časa, ker pač kariera, otroci in tako dalje, sploh da trening not dobiš. Pač nekje pri 40-ih bo pa marsikera presenečen, ampak pri 40-ih se dogajajo najboljše transformacije. Ker pač malo več časa je, tudi denarja za osebnega trenerja, za boljšo hrano, organizira se lahko boljši in tako dalje. Tako da nekako pri vsakem je skupna točka, pač siguren gibanje, pa prehrana, ki morata ustrezati določenem cilju. Tako da je hitro. Kaj pa se recimo konkretno v telesu zgodi, da se spremeni potreba po hrani in pa gibanju medtem, ko se staramo? Mislim, jaz bi tle mogoče izpostavila kakšne prelomnice življenjske, kot je recimo, ne vem, žensko telo, predvsem tle govorim kakšno nosečnost, obdobje dojenja, koliko skupaj sta zdaj recimo 2 zaporedni nosečnosti, a ne. To so takšni dogodki oziroma pač obdobja v življenju, ko prije do izrazito drugačnih energijskih potreb, ne, zelo so povišane in to je treba vse v obzir vzeti, ne. Jaz ne maram tle okrog nekih let govoriti, ker pač vsaka ženska v ta obdobja pride v popolnoma različnem pač starosti, ampak recimo te stvari, ne, to je treba v obzir, pa potem spet, kakšen je tvoj način prehranjevanja, recimo vključuješ živila živalskega izvora ali jih ne vključuješ, ne, bolj na take dejavnike, mislim, da je bolj pomembno gledati kot zdaj na samo številko, ne, EMŠO. Mogoče še ti replika, če želiš? Ne, tukaj ima popolnoma prav, pač vsaka nekako pride v svoje obdobje, pač tudi zaradi zdravstvenih zadev in tako dalje. Tako da pač vseeno morate gledati svoje telo in ga poslušati. V določeni meri moj telo meni vsak dan reče, da bi jedel pico, ampak se pač malo zadržim, ne. Tako da pač gledajte nas še vse na ta način, tako da pač gledate tudi na zdravje, ne samo z vidika estetike in tako dalje. No in če govorimo o tem, kako prisluhniti svojemu telesu, kaj po vašem mnenju resnično pomeni prisluhniti svojemu telesu? Zanimivo je tudi to, recimo z vidika staranja, ne, ker pač stres je velik vpliv starejšega izgleda in tako dalje, ampak če se ti cel čas nekako ubadaš s tem, kaj ješ, kako ješ, šteješ kalorije, ne vem kaj vse, je to tudi en zelo velik faktor stresa. Tako nekako poslušati svoje telo, ja, seveda daješ v telo hranilne zadeve, ker se boš boljš počutil. Če se ti ne počutiš dobro po določenih zadevah, pač tega ne jesti. Zdaj, če ti meso ne paše, ti ne paše, če ti določene stvari ne paše, ne rabiš tega jesti. Ker hrana konec dneva je zelo, zelo osebna stvar. Tako da z tega vidika, no, poslušati svoje telo, to, da se dobro počutite, pa konec dneva ste srečni, ker mi se tudi v tej industriji borimo predvsem z izjavami, kakor so, morate si zaslužiti hidrate. Morate trenirati zaradi tega, da spravite ven čokolado, da ne vem kaj vse. Pač maltretirate nekako svoje možgane pa telo, da si moraš določene stvari zaslužiti. Pač ne rabaš tega. Jaz sem vsakmu rekel, tudi jaz sem imel trenerja, imam trenerja in tako dalje, ampak jaz sem odrasla oseba, ne boš ti meni zdaj govoril, kaj jaz lahko jem, pa kaj ne. Ja. Pač če mi določene stvari pašejo, super, zavedam pa se, če imam določen cilj, treba kakšne zadeve omejiti in to je to. To je zdaj. Kaj pa je pri vama bil tisti preskok, da sta se začela poslušati in kdaj sta mogoče pri sebi v svojem telesu začela opažati neke spremembe s staranjem, čeprav smo še vsi zelo mladi? Kar. Ne bi govorila, ne. Jaz sem predvsem opazil to nekje, jaz sem včasih košarko igral, ne, in pač valjda sem lahko pojedel karkoli, treninge smo imeli 2x na dan in
pač to nema veze. No, in potem je pa prišlo do tega, da sem začel trenirati malo za estetiko, začneš delati malo zgoren del in tako dalje, ker pač dobro zgleda v špeglu, na koncu misliš, da bo ful punc okoli sebe, pa imaš ful kolegov, kako ti dobro zgledaš ti. Ful dobro, stari, top. No, ampak potem sem pa kar naenkrat prišel do realizacije, da ko ne treniram, zelo slabo spim. To je takrat, ko smo začeli pač delati malo več s podjetjem, ko so se stvari začele bolj odvijati, ko je bilo več dela, več vsega. No? In takrat sem videl, koliko je sramen spanc. Ampak spanc se mi je vedno izboljšal takrat, ko sem treniral. In najbolj spim, pa najbolj se počutim ravno takrat, ko se mi res ne da treninga narediti, pa da se razumemo, jaz treniram 3 do 4 krat na teden, ne vsak dan, pa ni mi to, imam življenje. Ampak takrat sem se najbolj počutil vedno. No. In takrat sem jaz pol opazil, zdaj sem pa dejansko začel trenirati zaradi spanca, ne, oziroma božjega počutja. In takrat sem tudi dejal, da te stvari, kar svojim starejšim strankam govorim, ne, dejansko držijo, tako da se je fajn tega držati. Si poslušal svoje nasvete? Ja, tako nekako. Ana, mogoče še ti? Jaz bi se mogoče še malo na tisto prejšnjo vprašanje navezala, pa to malo drugo plat kovanca izpostavila. Ne? Pri meni, čist iz osebne izkušnje izhajam, ne? Je bilo pa ravno obratno. Jaz nikoli nisem imela nekih težav, da ne bi bila dovolj športno aktivna ali pa da ne bi na hrano pazila, no, da ima ta izraz uporabiti. Jaz sem mogla pa malo tle iz gasa stopiti, malo manj treningov, malo manj intenzivni, višji energijski vnos, vem, da sem to že tretjič danes povedala, se mi zdi res pomembno, da slišite. Tako da tudi to, poslušati svoje telo, ni vedno več je več. To se mi zdi ena stvar, ki je ful pomembna, da se izpostavi. 7 treningov na teden ni nujno boljše kot 5. Mislim, jaz v praksi opažam, da ni, ne, pa tudi ni zdaj to potuha v smislu, ja, Ana je rekla, da sem lahko doma cel dan na kavču, ne, seveda, da ne, da se ne bomo narobe razumele, ampak tako včasih tudi to eno prestavo niže, no, to se mi zdi recimo tudi tako, še na prejšnjo vprašanje se malo navežem, pa pač to, kako sem jaz pri sebi opazila neke razlike, da se boljš počutim, no, tako. Ja. Hvala vama, a ima mogoče še Kira kakšno vprašanje? Zdaj imate tukaj prehransko svetovalko in pa trenerja, tako da če je kakšna malo radovedna pa pogumna, da zastavi kakšno vprašanje, drugače pa mogoče za konec, če še poveste, kje vaju lahko kontaktirajo, kje vaju lahko dobijo, če jih karkoli zanima? Najprej vprašanja. Najprej vprašanja? Evo. Absolutno, ja. Lejte, beljakovine v prahu niso nič drugega kot samo malo predelan mlečni izdelek, kot recimo jogurt, skuta. Tako da to ni nič umetnega, nobena kemija. Jaz vedno sem zagovornik tega, da se najprej z nekimi živili pokrije, zaradi tega, ker tako recimo, če vzamemo za primer, ne vem, en kos piščanca, to je ok, dober vir beljakovin, potem imamo pa tam noter še recimo cink, pa železo, pa pač veliko enih hranil, kar v temu whey-u oziroma beljakovinam v prahu ni nujno, da je to whey, lahko so pač tudi rastlinske, ne dobimo, ampak ja, v smislu, če ne vem, tebi na koncu dneva sfali 40 gramov beljakovina, ja, valjda, pokrij s tem, ful zaželjeno, super, se strinjava. Mislim, nekako se ta vprašanje naprej ponovadi razvija v druge dodatke in pač konc dneva so to dodatki, samo in izključno dodatki. Vse probamo zaužiti iz prave hrane, ker pač se tudi drugače procesira v telesu, drugačen efekt je, pa tudi nekako dober odnos imate do hrane, ne pa da se filate s tableti. Ampak siguren proteini, kakšen multivitamin, vitamin D, B-vitamin, železo, predvsem pri ženskah se dostikrat zgodi, da ga primanjkuje. Ja, to so stvari, katere je fajn dodajati sploh, če določene hrane ne ješ, oziroma ti časovno onemogoča in tako dalje. To smo imeli danes že zjutraj na predavanju o prehranskih dodatkih in so tudi obe dve izpostavile ta primanjkljaj beljakovin oziroma da ljudje zelo pozabljamo na beljakovine. Koliko je recimo, a se to da, zdaj če zastavimo vprašanje, koliko je priporočljiv vnos beljakovin na dan recimo, za nekoga, ki je recimo povprečno športno aktiven? Koliko je ta količina? Ja, tako je. Formula se računa na pač gram beljakovin na kilogram telesne teže. Torej vse je odvisno od naše telesne teže. Zdaj,
0,8 grama je tisti minimum, ki ga moramo, da naše telo dobro funkcionira. To je za neke, to ni optimalen odmerek. Ne? Potem je pa tam 1,5 do 2 grama na kilogram telesne teže. Torej pač pomnožite, če recimo, ne vem, 70 kilogramov, damo 2 grama beljakovin, pač nekih 140 gramov je potem to, a ne, na dnevni ravni. Tako da na ta način si lahko računate. Še kakšno vprašanje mogoče? Ja, seveda. Enih informacij, ok, pej do fitness je to, da je uno, pač nekaj smo pa pač mogoče nekaj smo mamice, a ne? In zdaj imam jaz tam neko informacijo, ok, zjutraj pojem jogurt s sadjem, pol pej nekam, ne vem, na solato s piščancem, ne? Samo v bistvu, kje dobite res nek tak plan, da pol jaz vem, ok, zrim 2-krat na teden, a mi bo v bistvu sploh moje telo je cool, da gre na fitness, pa ne vem, dviguje tam v teži. Mislim, moraš prav za vsako stvar imeti nekoga, pač osebnega trenerja, prehransko svetovalko, da pač v bistvu pol ti dobiš nek skupek, kaj je zdaj res dober za telo ene ženske, ne vem, 33 let stare, ki je imela 2 poroda in tako dalje. Ne. Pač vse je ful pospešeno, ja, tudi te vnosi, ne, ampak zdaj, je zame isto, kot za eno, ki je stara 20 let ali... Jaz bi rekla, da neke generalne stvari, neke take osnove veljajo za vse enake. A ne? Trening za recimo pridobivanje mišične mase, jaz se ne spomnim zdaj le primera, v katerem primeru bi bilo to lahko slabo. A ne? Enako velja neke te splošne smernice prehrane, veljajo za večino. Ja, seveda, če pa hočemo mi pač stvar optimizirati, je pa individualen pristop nujno potreben. A ne? Pa mogoče tle bi tako, če zdaj ti nimaš nekih ciljev, tako, ok, zdaj bom pa jaz šla na olimpijske igre čez 2 leti, a ne, mislim, ne rabi biti to optimizirano do te mere, a ne, tle je tudi zelo odvisno od pač nasplošno ciljev teh stvari, a ne, ampak tako, jaz tudi dostikrat pravim, neka kmečka logika tle, največkrat v takih primerih pač zelo prav pride, je pa super, če se recimo informiraš o teh stvareh, a ne, jaz tudi nasplošno opažam, da je znanje o prehrani generalno zelo slabo, a ne, kar je pač mogoče tudi malo naš sistem v šolah, ker se teh stvari ne uči, ampak tako neke kvalitetne informacije dobiti, potem pa pač iz tega naprej graditi, se mi zdi pa ful super, da se pač pomoč poišče tudi pri ljudeh, ki a ne zadevo pač obvladajo na malo višjem nivoju. No, tako. Ja, zmeraj je tako, da je tisti individualen pristop najbolj nekako učinkovit, ker določene stvari veljajo pri tebi kot pri njej, ampak vprašanje pa je, kakšen življenjski slog imaš ti, pa ona, pa kako to inkorporirati noter. Ne. Zdaj, če govorimo z tega vidika, da bi bilo fajn vsaj 2-krat na teden narediti trening, pa povečati gibanje kot tako, ki ni trening, torej, ne vem, hoja po stopnicah, malo dalj parkiraš in tako dalje, to je vsem skupno. Ne, pa predvsem mi tudi priporočamo trening za moč. Zdaj, trening za moč, da se razumemo, je tudi lastna teža. Ne. Glede prehrane pa tako, vse je moj odgovor, mi tudi, ko predavamo mladim trenerjem, je vedno moj odgovor odvisno, ker pač odvisno, kaj je tvoj cilj. Zdaj konkretno, če je cilj, kakor pač dosti jim shujšati, recimo, ne, se prav nekega generičnega plana ne radi poslužujemo, zato ker pride ta problem, ko imaš ti na jedilniku, primer zjutraj jogurt s tem, unim, akaj, pa ne vem, kaj vse se daje gor, za kosilo piščanc solato, ne, pa ne vem, kaj vse in pol pride do tega, da na meniju ni določene zadeve. In takrat začne stres delati, takrat ne veš, kaj bi jedel in tako dalje. Takrat pa pride v igro o zaveščanju prehrani. Jaz tudi sam, kakor Nana ti delaš, je prehranski coaching, mi ne pišemo dejanskih jedilnikov, ker ni učinkovito. Ampak dejansko vsak dan suportiramo stranko kot tako, kaj je jedla, pa ponavadi mi večinoma dodajamo v prehrano. Ne? Dodajamo beljakovine, dodajamo zelenjavo in tako dalje. Jaz vedno vsakega vprašam, kaj je tista stvar, brez katere ne moreš. Če je to torta, če je to čokolada, ok, bomo nekako to tako zavrteli, da pač bo še vsem shujšal, oziroma shujšala, pa pač lahko to jedla. Tako da, nažalost so majčkeno generični odgovori, ker ti ne morem točno povedati prvo, ker pač te tudi ne poznam, ne vem, kakšni so tvoji cilji in tako dalje. Ampak, če boš samo, kot je ona prej rekla, če boš samo določene stvari dodala oziroma majčkeno spremenila, bojo rezultati pač
tam, ker mi tako vsi iščemo tisto magično formulo, pa kompliciramo stvari, pa ne vem kaj, ampak konc dneva je prehrana, pa gibanje, pa cilji kot taki za shujšati recimo zelo preprosto. Še kakšno vprašanje mogoče? Zdaj pa mislim, da ne več. Ja, skratka, kje vaju lahko kontaktirajo, če jih še karkoli zanima, oziroma... Mislim, itak so socialna omrežja, Facebook, Instagram, vse to imamo, tudi spletna stran danieljelovic.com, lahko tudi številko povem, če hočete, ampak imate na spletni strani. Ne, tako da, mislim, boste najdali, no. Drugač bomo pa tudi mečken še tle, če kogarkoli kaj zanima, z veseljem smo tle, ker pač radi pomagamo in nam je to poslanstvo, tako da, ja. Hvala. Ja, jaz sem daleč najbolj aktivna na Instagramu pod imenom Prehrana za dva. Predvsem tam več ali manj vam vezane vsebine na obdobje recimo zanositve nosečnosti, pa potem to obdobje po porodu, ampak tudi tako, take splošne informacije se da najti. No. Superca, hvala. Jaz mislim, da si tudi ona dva zaslužita en aplavz. Za konec, hvala vama.